Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. Druga jesenska zgodbica, ki nosi naslov Prepir v gozdu. Jesensko sonce je prebudilo gozd s svojimi žarki. Živali in drevesa so se počasi prebujali. Mah se je svetil v jutranji rosi. Veverice so začele tekati po drevju. Sovice pa so se za razliko od drugih gozdnih prebivalcev spravljale k počitku. Najstarejša in najmodrejša sova v gozdu je še zadnjič preletela gozd visoko nad drevjem in ko je videla, da je vse mirno in spokojno, sedla na vejo in zadovoljna zaspala. V krošnjah dreves je šelestelo listje, veter je prišel na obisk in se šalil z drevesi. Še malo, čisto malo in boste znova ostala brez listja. To noč vas je tetka jesen že odlično prebarvala. Ti, bukev, imaš večino listov rumenih. In poglej se, hrast, oranžno rjav si postal. Oh, ubogi kostan, kaj je pa s tabo? Saj si čisto rjav. Še malo in bom zapihal tako močno, da boste ostala gola. Je veter zbadal drevesa. Drevesa pa se niso kaj dosti zmenila za veter in so se občudovala v svojih jesenskih barvah. A veter ni odnehal. Se sploh zavedate, kako ste pozimi dolgočasna, brez listov? Poglejte smreke, jelke, bore in tise, vse leto so zeleni. Še sreča, da tudi njim ne odpadejo iglice. Gozd bi postal strašansko dolgočasen. Da bi še podkrepil svoje govorjenje, je veter še močneje zapihal. Bilo je slišati, kot da se jim nesramno posmehuje. To pa je bilo za drevesa dovolj in so se zelo razjezila. Poslušaj, ti neumni veter, verjetno ne veš, da smo zelo različna drevesa in da nas ne moreš primerjati z iglavci, ki so vso zimo zeleni. Mi pa smo ponosni listavci, ki moramo pozimi počivati, da se pripravimo na pomlad in takrat znova ozelenimo. Tudi iglavci počivajo, a ostanejo vseeno zeleni. Takšne nas je pač ustvarila narava in tvoje norčevanje nam pove le to, da si neumen in čisto nič ne veš. Veter pa ni odnehal. V krošnjah dreves se je vnel hud prepir. Veter si ni dovolil, da bi mu kdo rekel, da je neumen. Še bolj jih je zbadal. Vse gozdne živali so prisluhnile prepiru. In ker je bilo zmoteno delo živali, je bil tudi zmoten počitek sove, te stare sove. Prebudila se je in prisluhnila, kaj se dogaja, kaj je zmotilo njen spanec. No ja, si je rekla, tu se moram pa vmešati jaz. In poletela je v krošnje dreves, naravnost proti vetru in tako prekinila prepir. Staro sovo so vsi poslušali, saj je bila zelo spoštovana. Celo veter je utihnil, tako da je postal čisto majcena sapica. In modra sova je spregovorila. Vam, drevesa, se res ne spodobi, da ste si dovolile prepirati z vetrom, ker je ta prepir popolnoma brez smisla. Ti, veter, pa si pokazal, da res zelo malo veš. Zato te jaz, sova, pošiljam v vetrovno šolo, kjer boš spoznal še druge vetre, ki znajo pihati čisto drugače kot ti, bolj prijazno,
mogoče se od njih kaj naučiš. Preden pa odideš, ti moram povedati še to, zakaj iglavci pozimi ostanejo zeleni. Tako sta se odločili tetka Jesen in babica Zima. In to samo zato, da lahko otroci v decembru krasijo lepe, zelene smreke in jelke z okraski. Kam bi pa dajali okraske, če ne bi ostale zelene? Veter je ves ponižen odpihal vetrovno šolo. Drevesa so se umirila in svoje listje grela v soncu. Stara sova se je odpravila spat in v gozdu je zavladal zopet mir. Veverica Mica, ki je ves prepir opazovala iz svojega dupla na varni razdalji, pa si je zdaj lahko privoščila slasten lešnik. Tako, otroci, to je bila današnja zgodbica. Če vam je bila všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Vidimo se naslednjo sredo in mogoče vas takrat obišče tetka Jesen. Saj veste, zdaj ima veliko dela. Upajmo, da pride. Oj!